Oj, otroci, nova sreda in tokrat je zgodbica o sladkornem škratku. Vsak med nami je gotovo kdaj sladkorni škratek, ko bi jedel in jedel sladkarije, čeprav ve, da to ni zdravo in da se zaradi tega lahko nakoplje obilo težav. Sladko je pač dobro in večina med nami ima rada sladkarije, a pustimo zdaj to. Danes bi vam povedala zgodbo o čisto pravem sladkornem škratu, ki je živel vedno le tam, kjer je bilo kaj sladkega. Si bi morda kdo drznil reči, da je bilo njegovo življenje kdaj grenko ali kislo? Ali pa kaj podobnega? Seveda ne. Njegovo življenje je bilo prepojeno samo sladkobo. Nekega dne se je znašel v škatli sladkarij, ki jih je Maruša dobila od Božička. Maruša je bila majhna deklica, ki je sladkarije naravnost oboževala in tako si jih je vedno zaželela za vsak svoj praznik. Bila je skoraj tako sladkosnedna kot škratek in je vedno točno vedela, koliko sladkarije v njeni škatli. Tega pa ni vedel škratek, ko se je lotil njenega sladkega bogastva. Ko je prišla Maruša iz vrtca, je najprej odprla svojo škatlo, da si privošči nekaj sladkega. Toda joj, bila je na pol prazna. Papirčki od njenih najljubših čokoladnih bombonov so prazni samevali v njej. Oj, kakšen hud prizor za Marušine oči. Kdo prazni njeno škatlo? Povedati vam moram še to, da je imel sladkorni škratek čarobno sposobnost. Kadar mu je pretila nevarnost, da bi ga lahko kdo opazil, je enostavno postal neviden. Ti šment, bi rekla, kakšna odlična sposobnost, ali ne? Ko je Maruša odprla škatlo, škratka ni videla. Škratek pa njo zelo dobro. Ob Marušini grozi zaradi manjka sladkarij se ni kaj dosti sekiral. Ni pa vedel, da je Maruša za svoje sladkarije nepopustljiva. Najprej je izprašala svoje domače, mamo in očeta, ki sta seveda zanikala krajo njenih sladkarij. Na sumu je imela svojega starejšega brata, a ni bilo jasno, kdaj bi lahko napadel njeno škatlo s sladkimi dobrotami. Ko je brat stopil skozi vrata, seveda ga je takoj začela spraševati, kdaj je pojedel sladkarije. On pa se je branil, saj me ni bilo doma in zjutraj smo vsi skupaj odšli od doma. Oče pa je celo rekel, da jih je sama pojedla in na to pozabila in da naj neha tečnariti. Maruša je kar pihala od jeze, a zdaj je vedela, da se v njeni škatli dogaja nekaj čudnega. Na vsak način je hotela priti tej skrivnosti do konca. Sladkorni škrat je neviden ždel v škatli, ko je Maruša pobirala prazne papirčke iz škatle. Dobro si je ugledala ostanek svojega sladkega bogastva in se odločila, da bo tokrat pokrov na škatli le priprla, saj bo tako bolje slišala, kaj se dogaja v njej in tako bo lažje ulovila nepridiprava. Tega pa škratek ni vedel in zvečer, ko je vse potihnilo,
in ko je mislil, da je pravi čas za njegovo sladkanje, si je privoščil največjo čokolado iz Marušinega bogastva. Takšno, slastno, z velikimi okroglimi lešniki. In ko je ravno gledal, kaj bo naslednja dobrota, ki se je bo lotil, je Maruša, ki je slišala šelestenje papirja in cmokanje, odprla pokrov in posvetila vanj z lučjo. Škratek tega ni pričakoval, kar otrpnil je in ni postal neviden. Maruša ga je takoj opazila in ga vsa začudena gledala. Tako sta strmela nekaj časa drug v drugega, dokler se Maruša ni zavedala, da je našla tatiča svojih sladkarij. Kdo si in kako si prišel v mojo škatlo? Ga je jezno vprašala in še dodala: prav nič se te ne bojim, da boš vedel. Škratek je na debelo pogoltnil čokolado, ki jo mu je ostala v ustih, in ves v šoku odgovoril: kaj takega se mi še nikoli ni zgodilo. Nihče me še nikoli ni videl ali ulovil na mojih sladkosnednih pohodih. Sem sladkorni Škratek in živim samo od sladkarij in sladkorja. Vedno sem tam, kjer je kaj sladkega. Poslušaj, in kaj bova naredila sedaj? Ga je vprašala Maruša. Ko ga je gledala, pa ji je postajal čedalje bolj všeč. Sploh pa bi bilo zabavno imeti takšnega škrata. Tako se je zgodilo, da sta Maruša in Škratek postala prijatelja. In verjemite mi, da je bila to prva Škratkova prijateljica. In tudi Maruša je bila ena redkih, ki je imela za prijatelja Škratka. Tako se je Škrat vračal znova in znova v njeno škatlo s sladkarijami. Vsako leto pa je zanj ostajalo vedno več in več sladkarij. Večja je postajala Maruša, manj sladkosnedna je bila. In tako se je nekega dne sladkorni Škratek odločil in ostal kar pri njej. Če je še danes tam, se mi niti ne sanja. Morda pa pride na obisk tudi k vam v kakšno drugo škatlo s sladkarijami. In če boste kdaj videli, da vam kaj manjka, ne obsodite svojih bratcev in sester za to, da so vam pojedli sladkarije. Mogoče pa je bil na obisku prav tisti sladkorni Škratek. Tako, otroci, to je za danes vse. Če vam je bila zgodbica všeč, jo všečkajte in se naročite na moj kanal Metka Paštetka. In se vidimo naslednjo sredo. Oj!